Kakšen krasen uvod, ne? Slovenija na zemljevidu sveta. No, ampak pozornost gre danes k vam, spoštovani prejemniki priznanj, najuglednejši pravnik, najuglednejši finančnik, najuglednejši davčnik. In kot običajno je vedno prvo vprašanje namenjeno gospodu Simiču. 12 sediva skupaj že za tem obmizjem, gospod Simič, ljudje vas poznajo, pustili ste neizbrisen pečat, tako kot direktor davčne uprave Republike Slovenije, čeprav že davnega leta 2006, pa samo za 2 leti in pol, pa potem v Srbiji, veliko je bilo tega. Dovolite mi, da najprej preberem nekaj komentarjev vseh tistih, ki so glasovali za vas, vredno jih je slišati. Ne poznam večjega strokovnjaka na tem področju, vselej utemeljen, strokoven, ažuren, razgledan, tudi velik pravni strokovnjak, vedno zanesljiv, znanje z veseljem podaja naprej, tudi brezplačno. Kljub vsemu ugledu sočuten in vedno uslužen ter prijazen, skromen, popoln. Celo Srbi so si ga izposodili. Večjega humanista in vse znalca med davčnimi strokovnjaki ni in še kako bi morali biti ponosni nanj. Vse premalo se ga ceni. Zame je top med strokovnjaki in ni mu približka. Morda še ena. Magister Simič je eden najboljših davčnih svetovalcev, saj je strokoven in izkušen, prav tako ima svoja mnenja, strokovne razlage, obrazloži oziroma pojasni na način, da ga razume tudi davčno nepismen človek. Kaj porečete na to, gospod Simič? Jaz porečem, da smo že oba starejša, da nam je še malo ostalo. Pa ne vem, koliko časa se bo še srečala. Torej, take izjave pač pašejo, mislim, se lepo počutiš. Res je, da je pač moje celo življenje posvečeno davkom in samo to počnem, tako da tudi, če rečem, družinskega življenja ni tacka, kar bi lahko bilo, ampak tako sem se pač odločil. Povezano je to z vsemi mojimi aktivnostmi, ki jih imam, revija, predavanja, svetovanje in tako naprej. Tudi to, kar mi nekateri očitajo, da delam samo za denar, je vse nekdo napisal, da ni, torej veliko delam tudi zastonj, ampak jaz odločam, komu bom delal zastonj. Tako da poskušam nekaj narediti in tudi to predavanje, ki sem ga poslušal, jaz sem, če rečem 2006, ko smo uvedli informativni izračun dohodnine, so rekli, da ni možno. Prišel sem v Srbijo, so rekli, da ni možno, da bi imeli en obrazec pa en plačni račun, da bo to vse avtomatsko, pa smo naredili v 11 mesecih, pa je mogoče. Jaz sem imel idejo, če se spomni Zlata pred leti, sem tudi napisal en uvodnik, ko sem začel razmišljati, da bi jaz z mojimi možgani, torej z mislijo, poslal napoved davčno na FURS in potem bi mi FURS poslal nazaj odločbo in jaz bi z mojimi mislimi davk plačal. Bi rekel, zdaj pa pet z mojega računa dol. Tako da to se vse dan, jaz te ideje imam, ampak nimaš to s kom početi, ker ljudje te enostavno ne razumejo in to je moj največji problem, ker me ljudje ne razumejo in ne vejo, kaj hočem povedati. Gospod Todar, tudi mi dva sediva za tole mizo to že 6. Kot dolgoletni direktor inštituta za revizijo zelo dobro poznate finančno, predvsem pa revizorsko stroko. Pa mi dovolite, da najprej preberem tudi za vas, kaj so vsi tisti, ki so glasovali, porekli o vas. Že več kot 20 let uspešno in suvereno obvladuje revizijsko stroko v Sloveniji. Pri pripravi slovenskih računovodskih standardov teži k razumljivosti in enostavnosti, saj kot pravi, ni smiselno obremenjevati zavezancev, če od tega ni učinka. Pa morda še to, je nosilec novih idej na področju računovodstva in financ, brez njega ne bi bilo v Sloveniji modernih rešitev na področju računovodstva ter notranje in zunanje revizije, niti ne sedanjih računovodskih standardov. Poglavitna skrb je uvajanje novih računovodskih in revizijskih rešitev v prakso, sicer pa se njegova strokovnost vidi v člankih, predavanjih in organiziranju seminarjev. Kaj porečete na to? Ja, kaj ne reči, tako kot Ivo. Dobro, brez umetne inteligence. Torej, kaj ne reči, tako kot Ivo. Fajn je slišati pohvale, seveda na eni strani so pohvale, fajn bi bilo slišati tudi kakšno kritiko, ker na podlagi kritike smo boljši potem za naprej, lahko na nek način potem poslušamo in imamo nove ideje in potem na podlagi teh novih idej zopet lahko kakšno stvar spremenimo. Ja, res smo že dolgo časa tukaj skupaj,
da bom še jaz malo kritičen do tega našega okolja, ne, in te umetne inteligence, ne povem, da z inštitutom Jožef von Stefan oziroma z gospodom Jermolom smo mi že pred 3 leti eni prvih v Sloveniji na področju, našem finančnem področju začeli ljudi, bom rekel, ne usposabljati, ampak jih seznanjati s prednostmi, ki jih ima ta umetna inteligenca, ampak tisto je, da se pri nas tako stvari tako počasi premikajo, tako težko je prodreti z nekimi novimi, svežimi idejami, samo da se ne bo nič spremenilo, ne. In to velja tudi v bistvu na našem področju. Čeprav na drugi strani nekateri bi pa vse spremenili, no, pa zopet nimamo sistema. To je mogoče neko tako okolje, kjer se podobno zivo, tam, ki se včasih tudi slišava, ne, sprašujejo, pa res se nič ne da. Zanj sva imela prav neko, bom rekel, skupno miselno debato, ja, Madonna, pri teh letih pa res ne morava nič spremeniti. Ampak jaz mislim, da se bo dalo, ne. Kljub temu, da so prepreke, jaz sem vedno optimist, da se napredovati, je pa treba nekaj več časa, treba ljudi spodbujati, treba jih na nek način pokazati, da prihodnost je pač prihodnost, tu smo, želimo ali pa ne, in da moramo pač po tej poti iti, tudi s pomočjo umetne inteligence. Hvala. Hvala. Gospod Jaklič, dvojni doktor, tudi midva sva za tem omizjem že 5. Sedaj ste 3 leta ustavni sodnik, povedali boste, kakšni so vaše, bi rekla, spoznanja v zvezi s tem, kaj ste doživeli, pa dovolite, da tudi za vas, preden mi odgovorite, preberem nekaj izjav, ki so jih vsi tisti, ki so glasovali za vas, pustili na našem portalu. Klemen je vedno na strani prava, pravičnosti in enakopravnosti vseh ljudi, visoko izobražen in ne boji se zastaviti svojega pogleda v javnosti. Eden največjih pravnih strokovnjakov, ki jih premore Slovenija, šola na pravnih fakultetah svetovnega kova, ki v svetu prava nekaj pomenijo. Najprodornejši pravnik na najvišji pravni instanci v državi. Pravnik, profesor in sodnik s hrbtenico. Le ob takih pravnikih je mogoča pravna država. Študirajo v tujini in ima jasne definicije ter argumentirane odločitve. Opravil je tudi že z globoko državo. Kaj bi bil vaš komentar na vse to? No, hvala lepa. Jaz vselej to glasovanje razumem bolj kot glasovanje o sebi, ampak bolj kot glasovanje o tem, o vizijah Slovenk in Slovencev, državljank in državljanov, glede, vsaj kar se mojega primera tiče, glede prava, glede pravne države. Tako da mislim, da glasujejo za to, da bi bilo čim boljše, da bi čim bolj napredovali. Ljudje smo po naravi takšni, da stremimo k vedno večjem napredku, da želimo vedno večji napredek, tudi takrat, kadar je recimo že relativno dobro, ampak v človeški naravi je tako, da želi še boljše. To je tisto, kar nas poganja in jaz sem večkrat kritičen do sistema, do stanja pravne države in mislim, da se tukaj, jaz govorim iz srca, iskreno, kadar pišem ločeno mnenje, kadar pišem glasujem skupaj z večino v obeh primerih, ker sem se, to pa moram reči, nalezel tega vere v razum, v konsistenco in kadar mi kdo dokaže, da nisem kje konsistenten, takrat grem vase in iščem naprej višjo stopno konsistence, spremenim svoje stališče na kakšni točki. In ko sem odhajal v recimo Združene države, kjer sem se tega nalezel, na univerzi, sem imel stališča, ki so drugačna, recimo v kakšnih 70–80% ustavnopravnih zadev, kot pa stališča, ki sem jih potem kasneje izklesal, ko sem tekom let študiral in se ukvarjal s temi vprašanji in pravzaprav za mizo z ostalimi strokovnjaki ravno to počel. Iskal nekonsistentnosti, iskal še boljše argumentacije in to je tisto, kar ti spreminja
glavo, mišljenje, nikoli ne prideš do konca. Vselej, nekateri profesori naprimer so rekli, da to sem takrat in takrat pisal, ampak potem sem spremenil stališče, sem argumentiral ravno nasprotno, potem sem pa spet našel še nekaj, pa sem spet argumentiral tisto prvo. Tako da vera v razum, v logiko, v konsistenco je tisto, kar žene tudi mojo javno kritiko glede pravne države, pravosodnega sistema in tako naprej, ki se zrcali v ločenih mnenjih, ki so tudi javna, ki jih jaz dam tudi na svoje portale, ko so že javna informacija. S tem približam delo Ustavnega sodišča ljudem in ljudje, ko to berejo, tako si predstavljam, vidijo, da je tukaj nekaj soli in se tudi vsaj del ljudi identificira s tem, tisti del, ki želi pač izpopolniti sistem pravne države, ki čuti, da nekaj ni še dovolj v redu, in tako da jaz vidim to glasovanje vselej v tem smislu, ne kot priznanje meni osebno, ampak kot željo državljank in državljanov, da gremo naprej, da gremo na višjo kvaliteto. Ena od teh višjih kvalitet je tudi današnja tema, morda kasneje o tem. Da, ja, hvala lepa. Zdaj gremo pa bolj k vašim strokam, kjer ste specialisti, gospod Simič. Kako ocenjujete seveda stanje, bi rekla, davkov v Sloveniji? Nov mandat začenja gospod Jenko, videti je optimistično, morda deli z vami, kot sem zasledila, vsaj eno stvar, ki je bila za vas vedno pomembna, in to je, da je potrebno kontrolirati tudi to, kako država davkoplačevalski denar troši, ne samo to, kako ga tudi pobira. Kako menite, da se bodo stvari odvijale in seveda predvsem, kakšno je stanje ta trenutek, recimo, da je bila mini davčna reforma sprejeta oziroma začela veljati 1. januarja, veliko stvari se je pravzaprav zgodilo. Mogoče tudi v luči umetne inteligence. Torej, Peter Jenko je nastopil v funkcijo. Jaz se poznava, pač on je bil takrat pri meni v pravni službi, ko sem jaz nastopil v funkcijo leta 2006. Je takšen, kot ga vidimo tudi v medijih, torej umirjen, razumen, ima veliko znanja, to pomeni na tem delu je pač prav gotovo prava izbira. Zdaj pa vprašanje, kaj mu bo uspelo in tako naprej. Tudi pravilno razmišlja, da se tudi nadzira poraba, to, kar jaz nenehno govorim, in to sem tudi že povedal v mojih komentarjih. Minister za finance namesto, da bi ob tej spremembi davčne zakonodaje, ko je bil izpad 100 milijonov, se še sami ne vejo, koliko je 127 ali 100 ali 70, to bo čas pokazal, oziroma ne bomo mogli nikoli izračunati v taki masi denarja. Namesto, da bi povedal, da bodo ta manjko nadoknadili tako, da bodo zmanjšali porabo, je začel govoriti o povečanem inšpiciranju oziroma pregledih, kar sem jaz že takoj povedal, da je nemogoče pri istem številu inšpektorjev, in to je tudi Jenko potrdil. Lahko greš pa z nekimi, bom rekel, izmišljenimi zgodbami, z nekimi, bom rekel, nezakonitimi odmerami. Recimo, jaz sem pred kratkim objavil en prispevek o nezakoniti odmeri, postopek je trajal 6 let, šlo je za mene za kriminalno dejanje, ampak od medijev, razen televizije, na kateri se nastopa Nova 24 TV, nihče o tem ni poročal. In to je za mene kriminal, recimo, ko inšpektor se odloči, da bo nekoga odmeril davek, kljub temu, da mu trdiš, da dela narobe, moraš iti do Evropskega sodišča, potem se vračaš nazaj in inšpektor v zadnjem zapisniku zapiše tisto, kar si ti njemu trdil že v prvem pred 6 leti. Zdaj smo se pa spet zataknili okrog, nočejo vrniti obresti. To me preseneča. Pomeni, v Sloveniji je klima taka, da se poroča o tistem, kaj se želi in prikazuje tisto, kaj se želi dobro, čeprav imamo kaj drugega. Glede samih davkov, minister za finance je za mene, tako, ko ga gledam, deluje umirjeno, daje občutek, da ima veliko znanja in tako naprej, tukaj nimam nobenih težav in zato mu gre vsa pohvala, ker sem to dal skozi, da obdrži živce v vseh teh razpravah. Ta sprememba, ki je bila za nas davkoplačevalce v redu, pomeni, dobili bomo nekaj več neto plače. Pri obdavčitvi podjetij je pa zadeva šla malo gor, ampak to ni nič hudega. Sprejemate to? To je, ne bomo se kregali zdaj za par evrov ali pa par procentov, ampak če bo pa to se začelo nadaljevati vsaka 4 leta 2 odstotni točki, potem bomo prišli pa visoko obdavčitev. Torej, jaz sem neštetokrat rekel, v Sloveniji imamo visoke davke, s tem se ne strinjam, ampak jih z veseljem plačujem. Kaj ti za to nekaj dobiš, ali ko si bolan, ali pa živiš v državi, ki je varna in tako naprej. Mi moramo samo še urediti to, pa kar je
kolega Jaklič govori nenehno, urediti moramo neko pravno državo, torej da vemo, kaj velja in kaj bo veljalo, ne pa da smo zmeraj odvisni od nekih odločitev. Hvala. Gospod Todar, kako je z revizorsko stroko? Kaj se tu zdaj dogaja? Morda še širši pogled na finančno stroko. Kako bi jo ocenili, v kakšnem stanju je? So revizori lahko tista institucija, ki morda prejšnji mesec smo precej govorili o prevarah, goljufijah v gospodarstvu, odkrijejo to, bil je naveden podatek 3% tovrstnih dejanj lahko šele revizori samo odkrijejo, vse ostalo se odkrije vse kje druge in prej. Ampak da ostanejo pozitivni, kaj je stroka kot taka prinesla zares zdaj računovodjem? Ste upravičili ta sloves, kot ga je nekdo izmed vaših glasovalcev rekel, poenostavitve za računovodje. Kako je s tem? Ja, to sta dve stroke, računovodstvo in revizija. Najprvo na tisto glede prevar za revizorje. Revizorjeva naloga ni odkrivanje prevar, če govorimo o revizorju računovodskih izkazov. Imamo posebne standarde, če on naleti na prevare, ok, ampak za prevare je odgovorno poslovanje. To je včasih tudi v javnosti mogoče malo zamegljena zgodba. Reče revizor, zdaj bo pa on inšpektor pa pogledal, ali je nekdo 2 uri prej šel domov, dnevnico in podobno. Ne, to ni njegova naloga. In to je treba vedno in ponovno poudarjati. Revizorjeva naloga je, če govorimo o revizorju računovodskih izkazov, da da svoje mnenje o računovodskih izkazih, torej o uporabi standardov pri pripravi računovodskih izkazov in ali so seveda tudi podatki in informacije v letnih poročilih v skladu s standardi pravilno razkriti. Potem naj se pa vsak sam odloča. Torej, njegova naloga je, da v bistvu reče, ti podatki, te informacije so pravilni, so točni v tem kontekstu. Seveda, prevare so vedno prisotne in vedno bodo prisotne, brez tega ne bo. Ampak še enkrat, njegova naloga ni to. Kar se pa tiče, bom rekel, stroke, računovodstva in revizije, mislim, da smo na področju računovodstva kar dobri. Tudi če primerjam, to je generalna ocena, nimam nekih empiričnih podatkov, ampak če primerjam stanje računovodstva ali pa razvitost računovodske stroke napram recimo našim severnim sosedom, smo jim mirno v boku ali pa v nekaterih stvarih, bom rekel, še malo naprej. Podobno mislim, da bi lahko generalno rekel tudi za revizorje. Vendar in računovodje in revizorji so ljudje in imamo dobre in malo manj dobre, da nam rekel slabe, kakor vsaki drugi stroki. Mislim, cilj pa to je, naš vseh skupaj, da poskušamo praktično ta pristop k računovodenju in reviziji vedno, bom rekel, nekako spraviti na nek višji nivo. To mogoče se sliši tako, zablojeno ali pa kaj podobnega, ampak če ni vedno nekih osnovnih idej in če nimamo vedno nekih v sebi razčiščenih pojmov, bom rekel, kaj je prav in kaj ni prav, kaj je, bom rekel, v stroki prav in kaj ni prav, kje so tiste temeljne stvari, katerih se treba držati, ali pa se kregamo v centih, potem je malo težave. Predvsem to, kar sem zdaj poudaril, to v centih, ne računovodje, zdaj mi da mogoče zamerili nekateri, za 5 centov smo skregali, pa za 50 centov smo skregali. Ali so pa popravki terjatev, recimo par 100.000 evrov prav narejeni ali pa ne, to je pa že malo bolj kompleksna zgodba. No in to je tista zgodba, kaj je pomembno in kaj ni pomembno, da vidimo, ne da gledamo, ali gobe pod drevesom rastejo, ampak da vidimo gozd in da vidimo, kam stvari grejo. In generalno gledano mislim, da tako računovodska in revizijska stroka morata imeti ta širši družbeni ali pa tudi, če hočete, osebni pogled na te zadeve. Mi se vse prevečkrat mislim, da zapenjamo neke, bom rekel, podrobnosti, ki v končni fazi niti niso pomembne. Tiste velike stvari pa grejo naprej. Recimo, umetna inteligencija. Kdo je o tem razmišljal? Industrija 4.0. Kdo je o tem razmišljal, da bomo zdaj to upeljali noter? Torej, strateško razmišljanje ali pa dobro, malo recimo strateško razmišljanje. Ampak takih zadev je cel kup. Zdaj smo vsi nekje v neki fazi, če ekonomsko gledam, nekje gor. In zdaj pa že vemo, da se bo stvar obrnila ali pa se obrača v nekaterih primerih dol in bo spet tista kriza slavna, verjetno, ne vem, če je toliko velika, kot je bila 2008, 2009, nekaj podobnega. Ampak dejstvo je, da
nismo samo v Sloveniji taki. Recimo en tak primer je bolj strokovna zgodba, ne, je ta standard, mednarodni standard o finančnih inštrumentih in tako imenovani expected losses, ko deluje po moji pojmom prociklično. Ko smo dobri, odpravljamo rezervacije, odpravljamo popravke vrednosti, bomo še bolj dobri. Ko bomo pa slabi, potem bomo pa še bolj slabi. In se potem ta cikl praktično, ampak to je poglablja. Takih primerov je več, torej pogled vnaprej, ne. Danes je, kar je, včeraj je bilo, kar je bilo, pozabimo, ne. Poglejmo, kaj bo jutri, kaj bo čez nekaj časa. To je tista zgodba, ki mislim, da jo je treba tudi v vsakdanjem življenju, tudi v operativnem delu malo bolj, bom rekel, poudariti in tako tudi ravnati. Gospod Jaklič, pa smo pri pravni državi, kaj ne? Varstvo človekovih pravic je seveda temeljno in osnovno, ki ga mora pravna država zagotavljati vsakemu, to je vaša specialnost, hkrati pa tudi izziv, kajti v vseh skoraj debatah prihajamo pravzaprav do tega vprašanja. Ne? Davčna in finančna stroka se sklicujeta na to, da ali so postopki prepočasni ali sicer stvari ne delujejo tako, kot bi morale. Kako ocenjujete vi to situacijo? Ja, na splošno jo ocenjujem tako, ne, da sta tukaj po mojem mnenju dve večji pomanjkljivosti. Ena je učinkovitost oziroma neučinkovitost pravne države v Sloveniji, druga pa je pravičnost oziroma nepravičnost. To je po vsebinski plati, torej tukaj gotovo ni idealno in tudi po tehnični, če rečem, če prvi tehnična, ne, tudi ni idealno. To je nasplošno. Gotovo ljudje to prepoznajo, ljudje nismo neumni, ne, tudi če smo prava neuki, to vidimo in to čutimo, ko gledamo, beremo časopise, pač prebiramo spletne novice in tako naprej, vidimo, da je pri nekih velikih transakcijah, če tako rečem, zelo nasplošno, v velikem biznisu, ne, zelo malo učinkovitosti pregona, pa diši vse okoli po nekih zlorabah, po protipravnostih, od finančnih sektorjev do, ne vem, gospodarskih, ne. Tam nekako se čuti, če sem zelo splošen, ne, ni učinkovitosti, kjer gre za velike stvari, kot je bilo rečeno, ne. Ko gre pa za potem zaškripa, ne, ko se vidi, da je država mogoče preveč v rdečih številkah, se pa potem pritisne na malega človeka, na primer, ne, pri kreditih se omejuje to pač sposobnost, da vzameš kredit. Seveda, ker je to potrebno, verjetno, ne, ker bi sicer po izračunih se ne išlo, ne, ampak tukaj je pa potem breme tega na malem človeku, ne, to se pravi ta stalna, če jo še bolj splošno opredelim, dilema, veliki lopovi in kurji tatovi. Ne. Pri kurjih tatovih morda smo bolj učinkoviti, ne, in pri prelaganju bremena na navadne državljane, tukaj je država zelo učinkovita, pravna država, ne. Medtem ko pri sankcioniranju, pri odkrivanju velikih anomalij, tam, kjer odtekajo res velike vsote, ne, javnega in denarja ali pa preko kaznivih dejanj, ne, se škodi javnim financam in vsemu ostalemu. Tako tam pa je neučinkovitost. Ne, in to je povezano z dvema vidikoma, tako neučinkovitostjo kot tudi nepravičnostjo. Ne. To je zelo nasplošno. Seveda ima pravna država, ne vem, veliko vidikov, ne, in ti dve dimenziji bi lahko tudi v kakšnem bolj konkretnem primeru ali pa situaciji nekoliko drugače razložili, no, ampak to je nekako nasplošno. Ne. In kaj menite, da bi bilo potrebno narediti? Kako vi vidite to? Ja, to je kompleksno vprašanje, ampak jaz to preko konkretnih primerov skušam pojasnjevati. Jaz sem ne vem kolikokrat napisal v svojih ločenih mnenjih, kako bi naprimer lahko tudi ustavno sodišče, ne, tam, kjer pač sem in vidim, kako bi mogoče lahko k temu učinkovitosti prispevali. Naprimer, lahko bi nek primer, ki se vleče po neko vprašanje, ne, ki se vleče po pravosodnih instancah že desetletja, ne, pa je precej očitno protiustavno,
lahko ustavno sodišče že prej vzelo v obravnavo in ga razčistilo zato, da bi ravno ta klopčič, ki se odvija ne samo v tem primeru, ampak pravzaprav stotinah primerov, ne, razrešilo in s tem, jaz mu rečem hitri rez, ne, tudi v ločenih mnenjih uporabim to sintagmo, s tem hitrim rezom razrešilo to vprašanje, pa ono vprašanje in tretje vprašanje in bi s tem pripomoglo k večji učinkovitosti, k večjemu varstvu tega, kar ste v začetku rekli, človekovih pravic. Ne, ker tukaj gre za dosti očitno protiustavne stvari. Ustavno sodišče se pa, saj do zdaj je bila takšna doktrina, ne, vselej izgovarja, ne, to more pač iti po vseh stopnjah naprej, počasi v vseh stopnjah, da pride do nas. Moj odgovor pa je, na to smo čakali že 10 pa 20 let in ta primer še vedno ni pri nas, ne, ker ljudje potem tudi ne argumentirajo tega, ne, pa potem preskoči eno stopno, pa potem šele pri nas argumentira, kar pomeni, da je zavrženje, ker nisi vselej na vseh stopnjah tega argumentiral. Ne. Ampak jaz se tukaj potem navežem na primerjalno doktrino, pogledam, kako je v Nemčiji in vidim, da nemški zakon, ki je pravzaprav takšen kot naš o ustavnem sodišču, to dovoljuje in da nemško sodišče uporablja to pristojnost. Ne. In jaz skušam to kolegom in pravni sferi prikazati v svojih ločenih mnenjih. Do zdaj jaz trdim, še nisem dobil močnega argumenta, naprimer za to, ne, zakaj ne bi spremenili tukaj doktrine v korist večje učinkovitosti. To je že nekaj, kar ustavno sodišče lahko naredi, pa kakšna druga inštitucija lahko tudi v to smer razmišlja. Zato vztrajam na tistem, kar sem v začetku rekel, konsistentnost, argumentacija in samo argumentacija. Ne. Recimo že doktrina, ker smo tako delali do sedaj, ne, ni argument. Jaz se spomnim, na enem omizju lansko pred 2 letoma, mislim, da je bila, ne vem, obletnica Harvardske univerze, so sedeli 4 vrhovni sodniki ZDA, pa predsednik Roberts med njimi. In je rekel, kar me je ta šola naučila, je argumentacija, je debata, ne doktrina. Debate and doubt, in dvom, not doctrine, je rekel. In jaz sem tako naslovil enega od svojih ločenih mnenj. Mislim, da je šlo ravno za eno takšno vprašanje, o katerem sem govoril. Hvala lepa. Zdaj pa mogoče odpremo temo znanja. Znanja, danes govorimo veliko o tem, kako je znanjem iz področja davkov, gospod Simič, kako ocenjujete izobraževalni sistem na tem področju, ne bomo rekli zdaj umetno inteligenco, tudi tu so rešitve, ampak čisto temeljno znanje. Je dovolj že ozaveščanja o samih davkih, plačevanju in tako naprej. Tu je bilo nekaj narejenega, ampak samo znanje, da pridemo do teh ekspertov. Kako ocenjujete? Torej, jaz imam prva zadeva, ki me preseneča, kako ljudje malo vedo o davkih. Torej, sem zdaj prisoten tudi dokaj sorazmerno veliko na Twitterju in tam vidim, da ljudje razumejo popolnoma nič. Veliko se o tem pogovarjajo. Potem tudi opažam, da tisti, ki v politiki odločajo o davčnih zadevah, ne vejo kaj dosti o davkih. In potem tisti, ki o davkih nekaj vemo, imaš 2 možnosti. Ne? A se zaletavaš v zid, kar sem jaz nehal, se pač ukvarjaš pri sebi v službi, lepo delaš in to, kar je tudi kolega Jaklič povedal, ne? Zakaj ustavno sodišče ne bi nekaj prej odločalo, kar je ve, da je narobe. Mi imamo primere, kjer tak primer je retroaktivnost v Sloveniji. Ne? Ustavno sodišče je že pred leti odločilo, da ne smejo biti zakoni retroaktivni, pa smo imeli spet tisti zakon iz 2011, mi upravimo Kramarjev zakon, ki je bil retroaktiven za 9 mesecev. Ko smo se mi pritoževali finančni upravi, da je zakon retroaktiven, so oni rekli, nima veze, mi smo odločili na podlagi veljavnega zakona, vi se pritožite, pa pejte na ustavno sodišče. In zdaj za ustavno sodišče moraš imeti, jaz pravim, 3 pogoje. Voljo in čas, denar in moraš biti dovolj star, da ne boš umrl na tej poti. Ker ti starejši, mislim, jaz že gledam za sebe, ko sem bil star 30-40 let, sem se lahko šel v neke poti, ki trajajo 6-7 let. Danes, ko sem star 6-7 let, sem že 66, lahko že v penziji. In tudi ljudje se bojijo iti, ne najdeš odvetnika, ki bi šel, ne najdeš odvetnika, ki bi tožil inšpektora. Mislim, to je samo en tak strah in tega se jaz najbolj bojim. Jaz sem pač tisti, ki si malo več upam in izstopam, včasih tudi zaradi tega dobim kakšne posledice, ampak enostavno hočem na tem ustrajati. In ker se ljudje ne razumejo na davke, ker tega ne zastopijo, njim je samo pomembno, da so slišali, da je nekdo nekaj utajil. Sploh ni pomembno, a je utajil, a je sploh to po pravnih predpisih, in tako naprej in tako naprej. In to je največja težava v Sloveniji, potem pa normalno moraš čakati, da priješ do ustavnega sodišča ali pa do evropskega in ko na koncu uspeš, nikogar to ne zanima. In to meni, ko so te dobili, izmišljeno, si bil ti kriv vse, si bil po vseh medijih, vsi so te napadali, sosedje in tako naprej, ko si uspel, ni nobenega nikjer. In to je tisto, kar jaz pogrešam, zato jaz pričakujem, da bi ustavno sodišče v določenih zadevah, ko vidi, da se nekaj dogaja, ali pa ne vem,
če vemo, kaj je retroaktivno, potem je retroaktivno in tem ni treba, da se še enkrat odloča. Retroaktivni zakon ne more v parlament in jaz nenehno govorim, da recimo v tem primeru Kramarjevem zakonu, ki je bilo vrnjenih 400 tisoč zamudnih obresti, pa v drugih zakonih bi morali imeti določbo, torej dve zadevi. Prvo, da te obresti plačajo tisti, ki so tak zakon predlagali, pomeni vlada in poslanci, ki so ga izglasovali. Drugo, da se določi odškodnina v fiksnem znesku. Če sem uspel na Evropskem sodišču in je bil predmet spora toliko in toliko je moja odškodnina, karikiram 100 tisoč, če se pa želim tožiti za več, pa vlagam tožbo. Ker mi zdaj imamo, da ti greš, najprej 6 let se boriš, da priješ do evropskega, potem pot nazaj traja kakšna 2-3 mesece ali pa 4 mesece, potem ti spet odločijo isto, greš še enkrat 6 let, ne, ali pa če hočeš škodnino tožiti. To moramo razčistiti, ampak premalo je tisti, ki se s tem borimo. V politiko ne bom, jaz ne bom šel v politiko, ker sem bil blizu in tega ne bom nikoli več počel, ker ni nobene logike v politiki. Samo če dan za primerjavo to, kar sem danes prebral v Delu, včeraj je predsednik ene stranke rekel, mi bomo pogojevali sprejem proračuna. Ne? Če ga ne bodo sprejeli, če ne bodo se pokojnine usklajevale po procentih, ne bomo. Danes zjutraj berem, mi nismo pogojevali, mi smo dali darilo. Ne vem, če ste brali danes. Darilo so dali, torej stranka Desus, ko je šla glasovati, je dala darilo. Mislim, to so zato prav mi nekateri nismo za politiko. Enostavno, a si za proračun, nisi za proračun, ali je proračun dober, ali ni dober, ne pa izsiljevanje. In tega jaz v politiki ne maram in enostavno zaradi tega pač, pa moj problem je, da vsakemu povem, kaj mu gre in pol imam težave. Ampak tudi gospod Jaklič jih ima tako, da se ne sekiram. Mogoče pa ne tako velike, tudi veliko pohval. Vse jih ima tako, da se berem. Gospod Todar, kako je z znanjem na finančnem področju v Sloveniji? Kje smo tu? Pustiva morda za trenutek ob strani računovodske servise, ampak pravo finančno znanje, ki je lahko dejansko, bi rekla, tudi popotnica Sloveniji v neko drugačno družbo. Lansko leto smo govorili o tem, ali bo Slovenija postala finančna država v smislu ponudbe tudi tovrstnih storitev, kdaj. Ne? Kje smo tu? In kako izobraževalni sistem seveda podpira to? Ja, takole težko zdaj oceniti, kje smo. Ne? Nekateri strokovnjaki so zelo dobri, bom rekel odlični. Imamo pa celo vrsto povprečnih ali pa nekaterih tudi manj povprečnih, ampak tudi tak, bom rekel, splošen odgovor. Tisto, kar pa mene že nekaj časa ne boli, ampak mislim, da bi se bilo treba vprašati, je pa ta izobraževalni sistem. Ne? Jaz mislim, da naš izobraževalni sistem, pa sem lahko kritičen tudi do nas, do našega inštituta ali pa tudi do fakultete, kjer ravno tako predavam, je nekako zaspal v nekem obdobju in mislim, da v nekaterih primerih, čeprav je danes 100-letnica univerze, nočem biti preveč kritičen, ampak mislim, da bi bilo treba tukaj stvari, bom rekel, korenito spremeniti. Prvič, ni več tistega ex katedra, kako smo včasih poznali, pa potem razpravljamo. Včasih me prav nekako čudi, se človek pripravi na predavanje, pa vprašaš, dajte to prebrati, bomo o tem razpravljali, potem pa te razprave praktično ni. Ali pa je ta razprava zelo, zelo, bom rekel, omejena, pa pogledaš nekaj, postric Google vse ve, tam je pisal pa tako naprej, ampak nekega kritičnega odnosa do nekaterih mogoče kritičnih točk ali pa nekih novosti ali pa nekaj takega, tega pa mislim, da je manj, kot ga je bilo nekoč. Dobro, mlada generacija ima vedno prav, novi, bom rekel, tisti, ki za nami prihajajo, imajo pač drugačen pogled, ampak generalno gledano mislim, da je ena taka zgodba. To opažam tudi pri nas, ko na inštitutu imamo izobraževanje za te razne profile in potem prihajajo, bom rekel, diplomanti oziroma zdaj pa nov magistri iz fakultet, da so zelo dobri, bom rekel, v kakšnih tehničnih zadevah, da zelo fajn poiščejo odgovor po Googlu pa tako naprej, ampak ko pa je treba, bom rekel, neki kompliciran primer ali pa neki zelo preprost primer razmišljati in najdeti neko rešitev, tam se pa včasih zatakne. Ne bom rekel, da je to samo kriv izobraževalni sistem, to je mogoče tudi nekaj drugega, to je recimo tudi internet in ta način našega življenja in pa gledanja. Torej,
Kar je pa še tukaj zraven mogoče bolj problematično je pa to, da vsako drugačno mišljenje, ne vsako, ali pa dosti drugačnih mišljenj, ali pa dosti kritičnih pogledov je kar nekako karakterizirano, to pa ni v redu, ne? Ampak ravno pri borbi mišljenj lahko najdemo rešitev. Če pa tega ni, da vsi enako mislijo, ja, pa smo za nekam za pospraviti, ne? In mislim, da bi morali to, bom rekel, raziskavo ali pa raziskovanje, znateželjnost na nek način bolj spodbujati. Kot že je rečeno, ne krivim se ta sistem, ampak sistem bi se moral na nek način temu prilagoditi. Ne? Nismo več v 19. stoletju, ampak smo zdaj bistveno drugje. Ne? Recimo, zakaj morajo študenti skoditi na predavanja? Ja, danes imaš toliko informacij, da lahko samoiniciativno kaj narediš. Ne? In če študenti te samoiniciativnosti nimajo, potem je problem tudi potem na delu v družbah. Res pa je, da tudi nekatere korporacije, ne, to ni naš problem, to je svetovni fenomen, imajo rade tiste, ki rečejo, tle imaš by book, tole moraš delati in nič drugega. Ne. Bog ne daj kaj drugega delati, kot kar tukaj piše. Tisto, kar ti pa piše tako po predalčkih, to je to. Ne. Dobro, nič ne rečem, za nekatere poklice ali pa za nekatere dela je to ok, ne. Ampak za tista, kjer so pa bodoči, bom rekel, ali pa intelektualci, tisti, ki odločajo, pa to, je pa to velika cokla. Hvala lepa. Gospod Jaklič, mislim, da vi lahko zelo kompetentno razložite, kaj pomeni pridobivanje znanja v tujini, vaš primer, gotovo, a ne, to so specialna znanja z področja ustavnega prava, ampak tudi sicer bi želela slišati vaš pogled na pravno znanje v Sloveniji. Ja, hvala lepa predvsem za to vprašanje, ker od vsega začetka jaz poudarjam, od vsega začetka, odkar govorimo o slovenski pravni državi, kritično pa manj kritično, da je pravzaprav ključ v izobraževanju, v pravnem izobraževanju. Kajti vse to, kar sta že kolega povedala, a ne, na pripravo je pa še en dodaten element, vse to je povezano s pravno državo. Če ni učinkovitega, pravilnega izobraževanja na pravnem področju, potem ne boste imeli pravne države. Ker pravna država, kaj je to? To ni abstrakten pojem. To so ljudje, ki odločajo. To so sodniki, tožilci in tako naprej. In ti ljudje, odločevalci v družbi, morajo imeti znanje. Ne? Morajo imeti znanje, ki gre vse gor do ustavnega prava. Ustavno pravo je kraljica prava. Zakaj? Saj v našem sistemu, to ni v vsakem sistemu tako, ne? Ampak v sistemu svobodne demokratične družbe je to kraljica prava. Zato, ker morajo vsi organi težiti k temu, da so skladni z skladno interpretacijo, z ustavo. Ne? To se pravi, vsak civilist, kazenski sodnik, ne vem, na davčnem področju, kdo odloča, pa tudi upravni organi, ne samo sodišča, ne? So zavezani z ustavo. In zdaj, če ni znanja na tem področju spodaj, pod ustavnim sodiščem, pri vseh organih iz ustavnega prava, iz ustavne doktrine, ne, iz ustavne interpretacije, potem se vse ta klopčič zameštral, ne vem, kakšna je pravilna slovenska beseda, ne, zveže skupaj, da ga ni mogoče rešiti. Ne. In zdaj smo tam, kjer sem prej rekel, ne, ustavno sodišče tem ne more vseh tih stotin in ne stotin in tisočev primerov vzeti v obravnavo. Ne, to je kritika, tudi zoper moje stališče, jaz na to odgovarjam, ne, dajmo jih 10 na leto, 15 na leto, ne, teh predhodno vzeti. Ne. Ampak to je problem tega, da ni dovolj ekspertize iz ustavno-pravnih vprašanj na vseh nižjih nivojih, kajti če bi vsi nižji nivoji ta vprašanja rešili. In če sem zelo konkreten, vprašanje retroaktivnosti je že eno od takšnih vprašanj. Ne. Narobe je to, da sodišče že na prvi stopnji ne more presoditi, ali je takšna retroaktivnost ustavno neskladna ali ne. Ampak da se to vleče in po sistemu in vleče in leta traja, država porabi ne vem koliko denarja za pregon na tožilski strani, za preiskave, to so veliki denarji, ogromen čas, energija, ki bi jo lahko posvetili kam drugam. Ne? In zdaj, potem pa na koncu pride na ustavno sodišče po toliko in toliko letih in vse to pade, ves ta denar je šel v nič. Ne? Zato je zelo pomembno, da že na začetnih inštancah in vse gor naprej sodniki, tožilci, uprava imajo to znanje, da lahko že sami hitro odločijo. Naprimer, ta zakon je pa glede na doktrino povsem očitno protiustavni. Zdaj samo še s to mislijo zaključim ta del.
ker sem že nekoliko predolg. To sem jaz v ZDA doživel. Ne. Oni imajo ta sistem že tako izdelan, da učijo hrbtenico ustavnega prava že od vsega začetka. In noben študent, pa bodi si, da je na koncu ustavni pravnik ali pa davčni ali pa katerikoli finančni pravnik, ne more fakultete narediti, ne da bi poznal to hrbtenico, ustavno-pravno hrbtenico in mu je popolnoma jasno, ko pogleda ta zakon, je to retroaktivni zakon ali ne. Ja, očitno sodi v protiustavno polje ali pa v neprotiustavno. Zelo majhen procent je tistih zanimivih vprašanj, kjer se ne ve, a je to ta zakon pa je retroaktivni ali ne. Ko si enkrat ta obvezni predmet, ta študij ustavnega prava dal skozi. Ne. Tako da nekaj takega bi morali mi vzpostaviti tudi pri nas doma. Ne. In pač sistem se je spremenil, več je ustavnega prava, to je kraljica prava, to so več predmetov z tega področja in analize primerjalne judikature in judikature ustavnega sodišča. Ne. Tudi glede konkretno vprašanja retroaktivnosti, tako da bi že vsak študent, ko konča pravno fakulteto, vedel, aha, to je ta in ta prava retroaktivnost, mi rečemo, ali pa ne prava retroaktivnost, zakaj prava in torej neustavno, oziroma je treba doseči ta in ta standard, da je sploh ustavno skladna. Prava retroaktivnost ne pravi drugače. Skratka, to bi moral vsak pravnik poznati kot abecedo. In če bomo vzgojili takšne sodnike, takšne odločevalce, tožilce, takšne upravne delavce, potem takrat bo pa pravna država lahko zaživela in tudi učinkovito, ne? Ker bo že takrat spoznano in ne bo treba čakati leta in leta in zapraviti toliko denarja in časa in energije za neke stvari, ki bi jih lahko rešili hitro. Če morda dodam, ne, pa še to, da ne beremo zakonov samo tako, da jih beremo, ne, ampak da dejansko smo pri stvari na tak način, kot ste opisal. To je točno ta problem. Zakon tako pravi, ali je retroaktiven ali ne, je drugo vprašanje, ustavno-pravno vprašanje, to naj je ustavno sodišče. Ne, vsak organ je po ustavi zavezan opraviti tudi ustavno skladno interpretacijo. Ne? In če je ne najde, mirno se mora spraševati tudi, se to je velika pristojnost, ne, sodišč, ali je tudi ta zakon v redu in če ni, mora reagirati. Tako. Spoštovani prejemniki priznanj, počasi prihajamo k koncu, zato vas bi prosila še za vašo zaključno misel, pa morda spet začnemo z vami, gospod Simič. Izvolite. Jaz bi si na področju davkov želel predvsem spoštovanje predpisov, spoštovanje ustavnosti zakonov, o tem, čemer smo danes še največ govorili, ker to opažam, da je to največja težava v praksi in veliko neznanja, bom rekel, predvsem tudi pri upravnih organih in pa pri ljudstvu, pri ljudeh. Zaradi tega pač prej, ker nisem dodal glede izobraževanja, torej mi v šolah nimamo izobraževanja o davkih. Jaz nekaj izobražujem v moji davčni akademiji, zdaj sem prišel na idejo, da bi naredil neko otroško davčno akademijo, pa so me že napadli, da mi gre samo za denar, ker hočem že otroke učiti o davkih. Ne. To meni, s tako miselnostjo ljudi je težko priti, zato pravim, več znanja, več razumevanja in več spoštovanja zakonov. Ne. Gospod Todar. Zelo kratek. Mene poznajo tako nekateri študenti, da rečem think about. In s tem bom v bistvu končal. Think about. To se pravi, o teh strokovnih zadevah je treba v bistvu tudi razmišljati. In do tega zauzeti svoje, bom rekel, strokovno mnenje. To pa je možno samo in le, če smo dovolj izobraženi in imamo dovolj znanja in smo dovolj široki. Ne pa, da sam pogledamo nekatere stvari, kako tam piše in kaj je kdo drug rekel. Moramo imeti odnos do tega. Gospod Jaklič. Jaz bi poudaril 3 stvari. Prva je, da moramo svoj diskurs temeljiti na argumentaciji in na konsistentni argumentaciji, na logičnosti, na razumu in od tega ne odstopa. Tudi če nas volja žene v eno ali drugo smer, eden drugega moramo opozarjati na nekonsistentnosti in na ta način dosegati večjo kvaliteto, večjo objektivnost naših odločitev. To je prva stvar. Druga stvar je, vselej moramo temeljiti na resnici. Vse, kar argumentiramo, mora biti pristno, iskreno in temelj inštitucij mora biti resnica, ne pa neka približna resnica ali še kaj hujšega. In tretja stvar, vse to pa zatem pa mora biti seveda podkrepljeno z čim boljšo kvalitetno izobrazbo in ljudje, ki stremijo k temu, ki so kritični do tudi izobraževalnega sistema na pravnem področju, imajo prav. Tukaj je veliko za postoriti in tukaj je ključ do vsega tega, do razvoja pravne države.
Hvala lepa vsem. In sedaj, kot običajno, je na koncu beseda vaša. Ima kdo mogoče kakšno vprašanje, komentar za naše prejemnike priznanj?